Prehajamo na tretjo točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za upravljanje lokalne gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Kamnik. Skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 26, predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Marjan Semprimožnik, Roman Alonišek, Boris Ravbar in pa Maja Sušnik. Besedo ima Marjan Semprimožnik. Hvala za besedo. Na seji 22.6. smo sprejeli odlok in smo pričeli z postopkom za izbiro koncesionarja. Pri samem postopku pa smo ugotovili, da za izvedbo javnega razpisa ni dejansko čist zadeva v skladu. Mnenje smo pridobili tudi od Državne revizijske komisije, zato smo se pa odločili, da bi ta odlok še pred izdajo koncesije popravili, da se pač nekako zasiguramo in da se rešimo te stvari, da ne bi imeli kasneje kakšnih problemov. Samo malo za obrazložitev. V primeru koncesije za upravljanje lokalne gospodarske javne službe, dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije celotno tveganje prevzema naročnik, to se pravi občina, zato je tudi potem nekako kot javno naročniško razmerje, da se razpis objavi na portalu javnih naročil, da se potem izda odločitev, pritožbeni organ je pa Državna revizijska komisija. V nasprotnem primeru pa je bilo mišljeno kot koncesijsko razmerje, ki pa gre za javni razpis in za izdajo odločbe po zakonu o splošnem upravnem postopku. Zato smo se pač odločili, da se ta odlok popravi in da gre kot javno naročniško razmerje. Postopki pa teče naprej, koncesija bo objavljena oziroma bo razpis objavljen in bo tudi podeljena nekje v zaključku letošnjega leta. Prosim, da se ta odlok obravnava in da se tudi sprejme. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, hvala za besedo. Bi prosil mogoče samo eno pojasnilo. Zdaj, če sem jaz prav razumel, pa se smo že sicer na odboru o tem govorili, se pravi, postopek za izbiro koncesionarja ni bil še začet po tistem, kar smo mi sprejemali na prejšnji seji. Ampak zanima me, kako to, da imamo kar nekaj strokovnjakov v občinski upravi, ki se ukvarjajo z javnimi razpisi, da tega prej nismo vedeli. Ali je to se zdaj v kratkem spremenilo, je bilo to že prej, pa kaj to pomeni potem za samo koncesijo? Še vedno bo koncesija podeljena, ne? Še vedno bo ta odnos koncesionar-koncedent. Predvsem pa to, zakaj smo to šele zdaj opazili, kako to in koliko je ogroženo, oziroma koncesija, če se ne motim, je že potekla, je bila podaljšana, in kaj je v primeru, če tudi do novega leta pač ta postopek ne bo speljan. Saj teoretično bi se mogli izideti, ampak kaj je v primeru, če pač ne bo prijavljenih ali pa se nekaj zgodi, da postopek javnega naročila pade v vodo. Hvala. Hvala. Besedo ima Marjan Semprimožnik. Ja, še enkrat hvala za vprašanje. Ja, mi smo zadevo, ko smo to pripravljali, smo jo obravnavali, ampak smo za samo pripravo poiskali tudi zunanjega izvajalca, zunanje odvetniško družbo, ki se s tem ukvarja, in ona nas je na to opozorila. Mi smo dejansko potem na vzlic vsega skupaj rekli, da je pa dejansko boljš, da ta odlok popravimo, glede na to, da še koncesijo nismo razpisali. Koncesija je še v pripravi, da jo popravimo, da se pač nekako zadeva reši prej, napreden se pa sama koncesija podeli. Terminsko imamo nekako še 3 mesece do podelitve koncesije in pogodba je v zaključni fazi, je v pregledu. Čez kakšen mesec bi bil brez problema tudi zadeva objavljena, 1 mesec, da se to prijavijo, in nekako z zaključkem leta bi po terminskem planu se lahko koncesija tudi podelila. Tako da nekako ne vidimo tukaj problemov. Seveda upamo, da se bo tukaj pa podjetja pač prijavila,
da smo toliko veliki, da bomo zainteresirani za oddajo te koncesije in se bomo pač potrudili maksimalno, kolikor se bo pač dal. Ne. Bo pa to na javnem portalu, tako da bojo pač vsi videli in mislim, da tukaj ne bo problema. Hvala. Hvala, še kdo? Ne. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za upravljanje lokalne gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za upravljanje lokalne gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.